Živijo, sem Ana Marija. Danes se bom pogovarjala s oblikovalko Marjeto, ki se je uveljavila z izdelovanjem prav posebnega nakita iz kolma, kakor Zasavci v narečju rečemo premogu. Kdaj vam je prišlo na misel, da bi izdelovali nakit iz premoga? Nakit iz premoga sem začela izdelovati predvsem, ker sem iz Zasavja. In nekoč mi je nekdo predlagal, naj začnem z njim in upoštevala sem njegov nasvet. Moja tolažba, moja meditacija je bila izdelava nakita. In tako sem jaz ugotovila, da si želim delati za svoje življenje nakit. Kje dobite premog in kaj vam pomeni? Od ljudi, ki mi ga prinesejo, ki ga ne potrebujejo več, pa ga definitivno ne bojo zavrgli. En delček pa ga tudi sama naberem v gozdu. To je nekaj, kar smo včasih imeli in nekaj, kar lahko jaz ponesem še naprej. Ga je težko obdelati in predelati v nakit? Se vsak košček obnaša majčkeno drugače. Včasih je kakšen košček še malo nepredvidljiv, večinoma je pa zelo zanimiv za obdelavo. Res je, rada delam z njim. Katere spretnosti potrebujete za oblikovanje nakita? Ročne spretnosti so definitivno zelo pomembne pri izdelavi nakita. Seveda tudi veliko potrpežljivosti, kajti pri nakitu se zna zgoditi, da se marsikdaj kaj zalomi. Kaj želite s svojimi izdelki sporočiti? So del narave, izhajajo iz prazgodovine. Marsikdo še vedno kuri premog in s tem onesnažuje okolje. Mi pa ga lahko predstavimo na drug način in mislim, da to je eden izmed boljših načinov. Kaj vam pomeni to, da bodo nominiranci Grammyjev nosili vaš nakit? Izhajam tukaj iz majhnega kraja sred Slovenije in nekdo na drugi strani sveta, tako velike zvezde, bodo lahko prepoznale in videle, dobile v roke ta moj nakit. To se meni zdi malce sanjsko. Kakšne osebnostne lastnosti mora imeti po vašem mnenju človek, da je uspešen? To, da se stalno učiš, da vedno veš, da nekdo ve še več, napake dela čisto vsak. Važno je, da jih popraviš in da greš dalje. Od lesa do umazane kamnine v svetleče črni nakit. Tudi premog je lahko okolju prijazen in šik. Adijo!